Zdravo, zdravo. Evo, prije tudi dan v tednu, ko je treba pokositi travo. Naša je že kar velika. Takole, treba lepo pokositi. Evo, takole, danes bomo malo kosili. Travo sem tudi fino pognojil, kar se pa tudi opazi. Glede na vreme, da skozi dež pada, vode je zadosti, sonce tudi posije lih prav vmes. Tako da travo je treba kar tedensko kositi, če hočeš imeti urejeno zelenico. Čau! Čau! Evo, brez kosilnice, brez opreme, treba je še malo benzina naliti. Izvojelno. Pa sam gasa. Gasa in dolga luč. Evo, tele ročke za hitro pritrjevanje in sproščanje roča so pa tudi zlata vredni. Samo hitro odpneš in pospraviš in pred zavzame manj prostora. To je ena od ta boljših stvari, ko so pogruntali. V kosilnici imam tudi mulčer, tako da kako si, da travo, bi rekel, razmelje od spodaj in jo vrže na travo nazaj, pusti od spodaj, katera pa pol tudi služi kot gnojilo, ne? Je še dodatno organsko gnojilo. Takole, me čaka dobra urica dela, da pokosim vse. Se slišimo pol. Evo, en del sem že pokosil. Me pa sam še čaka okoliko košnjaka, da pokosim. In to je zato danes, kar sem si zadal glede košnje. No, še okoli tamlele pri Pišancih. Eno vrsto potegnem tam dol, da lahko hodimo okrog jezera. Zdaj pa režemo krompir za prašiča. Bo mami to narezala, da bo naša bacon pol tu lažje pojedla, ne? A je tako? Tako. Tukaj se pa pol kuha. No, ja, pa se pa to skuha. Zdaj točno ne vem koliko minut. Tako da lažje bacon poje to. Ja. Pol, evo ga. Takole. Kar hitro tole režeš. Sem že malo zverzirana.
Jep. Kje je pa naša bacon? Gremo pa zdaj pogledat. Bacon. Evo ga, bacon je pa tu cela navdušenka. A je tako? Je tako. Evo ga. Močnik iz kruha, koruze ječmena in krompirja. In še malo kuhinjskih ostankov. In že večerjamo. A, bacon, je dober? Očitno že. Dihaj, dihaj.